Odbor za zunanjo politiko na zaprti seji obravnava priprave na zagovor naše države pred arbitražnim sodiščem, ki bo razsodilo o meji med Slovenijo in Hrvaško. Predvidoma bo govor tudi o pobudi, naj Slovenija zahteva izločitev hrvaškega arbitra. Seje se udeležuje tudi novi zunanji minister Karl Erjavec. Eno leto po uvedbi stečajnega postopka zoper cestno podjetje Maribor je stečajni upravitelj danes moral odpovedati prvo dražbo nepremičnega premoženja, saj nihče ni vplačal dobrih 942 tisoč evrov varščine. Naslednji poskus prodaje premoženja stečajnega dolžnika naj bi bil že v kratkem, kot pravi stečajni upravitelj, pa bodo tokrat poskusili z neobvezujočim zbiranjem ponudb. Sicer pa naj bi CPM-ovo premoženje veljalo okoli 40 milijonov evrov oziroma slabo četrtino vseh prijavljenih terjatev. Mediji danes poročajo, da je mestna občina Maribor pod vodstvom župana Franca Kanglerja porabila dobrih 48 milijonov evrov več, kot jih je prejela. Konec prejšnjega tedna je imela občina za nekaj več kot 6 milijonov evrov neplačanih zapadlih računov. Velik del proračunskega primanjkljaja naj bi doslej pokrivala z najemanjem bančnih posojil. Leta 2009 naj bi bila najela 12 milijonov evrov in pol posojila, leto zatem pa si je pri banki Unicredit izposodila 12 milijonov evrov. Občina za odplačevanje kreditov na leto porabi že več kot 1,7 milijona evrov. Zavetišče za živali Maribor, ki so ga v ponedeljek zaradi suma mikrosporije začasno popolnoma zaprli, je po opravljenih testiranjih živali zdaj za obiskovalce le še delno zaprto. Tako so od danes spet možni sprehodi psov, ki pa bodo potekali pod strožjim nadzorom, ki vključuje tudi dodatne higienske ukrepe, s katerimi bodo seznanjeni sprehajalci. Ti se bodo ob prihodu v zavetišče morali preobleči, po odhodu pa ustrezno razkužiti. Na Ptuju so včeraj pozno popoldne zelo slikovito pokopali pusta. Pokop pomeni konec pustnih norčij, zabavnega in pestrega dogajanja, hkrati pa konec 52. kurentovanja, ki je letos del Evropske prestolnice kulture. Po 11 dneh je tudi župan Štefan Čelan odložil masko ter ponovno prevzel oblast v mestu. Z zadnjim plesom kurentov in snetjem karnevalske zastave se je tudi uradno zaključilo kurentovanje, ki si ga bomo zapomnili po 150 prireditvah z več kot 20 tisoč sodelujočimi umetniki in pustnimi maskami, kar ptujski karneval uvršča med največje tovrstne prireditve v tem delu sveta. Katoliki bodo danes na pepelnično sredo začeli post, ki bo trajal 40 dni. Post je čas za krepitev osebne duhovnosti, zato se verniki odpovejo kakšni razvadi. Tudi letos pripravljajo akcijo 40 dni brez alkohola. Njen namen je opozoriti na posledice čezmernega uživanja alkohola ter izraziti solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja v družinah, nesreč v prometu in zaradi bolezni, ki so posledice alkohola. Postni čas bodo sklenili z novim praznikom Veliko nočjo. Sprva bo še pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala, burja bo ponehala. Temperature bodo zjutraj še pod ničlo, čez dan pa pomladne od 7 do 12 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in čez dan toplo. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. V mariborski livarni se težave kopičijo, insolventen je tudi njihov največji lastnik Metalka Dunaj. V zadnjih 21 letih je na prehodih čez železniške tire umrlo 195 ljudi. V Mariboru je včeraj gostoval eden najpomembnejših pisateljev v slovenskem jeziku, Boris Pahor. Bodite z nami ob 18.